Danes sem sedel na letalu. Tukaj sem sedel. In sem razmišljal. A ne bi bilo carsko, če bi bilo to letalo iz papirja? In potem sem pomislil, a obstajajo papirnata bumerang letala? Ampak ker sem bil na letalu, nisem mogel googlati. Pristal sem v Parizu, se udobno namestil v svoji pariški rezidenci. Majhna je, vroče je in nekaj Google iskanj kasneje vam prinašam kratek vodič izdelave papirnatega letala, ki bo svoj krstni polet doživel v francoski prestolnici. Ker se mi zdi super, da se lotimo absolutno dostopnega papirnatega bumeranga, ki ga lahko vsak naredi sam, praktično zastonj in to v nekaj minutah. Obstaja več variacij papirnatih bumerang letal in jaz sem izbral tisto, ki se mi zdi najbolj simpel. Kupil sem nekaj pariškega papirja, tukaj ga imam, še svež. In zdaj poglejmo, kako se bo obnesel. Haha, barven papir. Najprej bom jaz testiral, če to sploh deluje. Ajde, izberemo. Po ogledu fulih origami tutorialov sem videl, da je ful pomembna natančnost. Ko sem jaz delal papirnata letala, nisem bil tako natančen. Jaz sem sestavil svoj prvi prototip in zdaj pejmo testirati predaj flow stolp, če bo poletel. To je iFlow stolp, tole je moj zrakoplov, ki sem ga danes zložil, kako mu bo rekli, rdeča raketa, in to je krstna splavitev rdeče rakete. Ful piha veter, tako da bomo malo počakali. Še malo. Uaa, yes, a ste videli to? O ne, veter, veter, veter. Kaj pa, če bi se tako obrnil? Aha, vidiš? Yes, to je bil lep met. Vas zanima, kako narediti tako stvar? Glejte naprej, na koncu videa pa vam razložim še, kako ga metati, ker je kar precej pomembno. Dobro, pa začnimo. Vzamemo navaden A4 list papirja in ga prepognemo po dolžini. Odpremo ta zgib in zdaj eno od polovic prepognemo na pol, tako da dobimo četrtino na eni strani. Prepognemo. Vsak zgib kar dobro zravnajte. Zdaj papir obrnemo za 90 stopinj, tako da stoji po konci, in ga prepognemo po polovici. Odpremo ga in zdaj naredimo ta klasičen zgib papirnatih letal. Ta dva uhlja prepognemo do te črte. Mimo grede, če je ta vodič za vas prehiter, ga lahko pauzirate, lahko pa naredite eno še bolj elegantno stvar. Tukaj spodaj kliknete na tale kolešček nastavitve in hitrost predvajanja videa lahko upočasnite. In cel video se vam bo predvajal s polovično hitrostjo, kar je super. Ok, gremo naprej. Takole. Zdaj pa vrh prepognemo do tele črte. Takole, da dobimo takšno obliko. Ko imamo to, obrnemo letalo in ga po tej črti prepognemo navznoter. Super. Zdaj pa prihaja najbolj pomemben del našega bumerang letala, zato bom kar malo pobližal. Takole. Zdaj bomo tale rob prepognili navznoter do tegale roba. Pomembno pa je, da ga prepognemo kar precej, tako da dobimo lepo obliko kril, kot je recimo tale, in ne takšno, kot je recimo tale, ki je zelo ozka na koncu. A vidite razliko? Ok, super. Se pravi, tale rob prepognemo do konca dol. Če vam letalo ne bo letelo, se malo igrajte s tem prepogibom in opazujte obliko kril.
nekako, recimo, a vidite, nekaj tazga. In na drugi strani ponovimo enako. Pazimo na to, da je oblika krila identična. No, ali pa čim bolj identična, ne? Ok, pogledamo. V redu, zadovoljiva oblika. In zdaj še zadnji, najbolj pomemben korak. Tele konce rahlo privihamo. To bo povzročilo, da bo naše letalo zavilo nazaj. Ok, super. Letalo naj bo kar upognjeno navzdol po tem pregibu, torej rahlo navzdol. Tole pa naj bo zavihano, vendar ne preveč. Malo se igrajte in eksperimentirajte s tem zavihom in pa s tem prepogibom, ki regulira konec kril, pa boste takoj videli, kje je fora. V vsakem primeru boste zihar morali sestaviti več letal, da boste videli najbolj uspešno. Zdaj vam pa razložim še približno, kako ga je najlepše vršiti. Iščem en primeren prostor, kjer bi lahko spuščal papirnata letala in nisem ga še našel, sem pa našel Aeroklub Francije. Kaj pa to? Cela aeronautična zveza je tle noter, ampak papirnatega letališča nimajo, zato iščem naprej. Mislim, da sem našel prostor, kjer veter ne bo ubijal tega letala. In zdaj dovolite, da vam razložim, kako to letalo metati. Pri metanju tega papirnatega bumeranga je ključna beseda eksperimentiranje. Tako kot pri zlaganju, ker morate sami ugotoviti, kakšno razmerje kril in kakšen upogib je najboljši, je tudi pri metanju najboljš se učiti iz izkušenj. Tisti roki, ki imate bumerang, oziroma papirnati bumerang, v drugo smer ga mečete. Če ga imate v desni, ga mečete v levo, če ga imate v levi, ga mečete v desno. Obrnete ga na bok, se pravi, da je obrnjen takole, in vržete ga lahko malo navzgor, tako da bo potem lepo zakrožil proti vam. Najboljš je, da ko zakroži proti vam, rahlo izgubi hitrost in se lepo spušča, tako kot ta prav bumerang. Kaj mislim s tem? Poglejmo. A ste videli to? Kako se rahlo upočasni, ko pride proti meni? Tako. Si upam, da se to sploh kaj vidi, grem malo bliže. Se pravi, dam ga na bok, vržem ga rahlo navzdol, tako, in praktično ustavi se, ko ga ujamem. Evo, to je bil zdaj lep primer. Vršiti ga je treba kar močno, najboljš pa ga je držati tlele na koncu, kjer je tudi najtrši. Poskusite ga narediti, boste videli, da ni težko, zelo je zabavno. Če vam uspe, mi napišite spodaj v komentarje. Če bi radi še kakšno zanimivo idejo, se naročite na ta kanal. Ok, to je res konc videa, zato ker mi je zdajle bumerang ič, papirnati, odplaval v rekico, reko, no, oziroma potok. Tako da to je to. Zdaj ga grem pobrati, da ne bom onesnaževal okolja. Samo kako pa naj to izvedem. By the way, tukaj so tudi poniji. Glejte to. Ne vem, se vidijo? Ponije lahko jahaš po tem parku. Grem po bumerang, pa vam pokažem ponije, pa bo pa to. To so poniji! Ne, sorry, to še ni konec videa. Tle sred parka je en tobogan narejen tako na tleh zmočen. Sam še to si pogledajte, pa res konc. Glej, ljudje se kar spuščajo tle. Bomo počakali. Epsko, Pariz poleti, hudo.